Pozdravljeni. Danes je začela prestajati polletno zaporno kazen zdravnica iz Brežic zaradi opustitve zdravniške pomoči. Milena Zupanič, naša novinarka, prihaja z Iga. Milena, kakšni so tvoji vtisi? Ta primer si skrbno spremljala. Jaz sem v resnici pred nekaj minutami prišla z Iga. Tam je čakalo to kolegico zdravnico približno 70 družinskih zdravnikov iz vse Slovenije. Moram reči, da pravzaprav je bil tako tragičen, žalosten dogodek. Imeli so solze v očeh, nekateri so ji prinesli rože, vsi so ji dajali, torej ji povedali tik preden je šla skozi vrata zapora, da jo podpirajo, da ona ni kriva, da so vsi oni vsak dan oziroma nekajkrat v življenju v takšni situaciji, kot je bila ona, in da se te situacije razpletejo različno. Včasih se pač iztečejo ugodno, torej da ni smrtnih primerov, pač pri zdravnikih pa je pač tako, da ljudje umirajo in oni so v trenutku, ko je človek tako na koncu pri njem. In zdaj, če mora biti pri dveh, pri treh, ki umirajo hkrati, ki so v kakšni nujni situaciji hkrati, seveda tega en zdravnik ne more. Opozarjali so danes ti zdravniki, da je gospa Nada Cesarec žrtev organizacijskih napak oziroma organizacije našega zdravstva in da oni vsak sam ne morejo te organizacije spremeniti. Torej drži, da so družinski zdravniki dejansko vsi z eno nogo v zaporu? Ja, današnje tole mini zborovanje, ali kako bi rekli, to, da so pospremili zdravnico v zapor, je teklo pod geslom, ki so ga imeli nekateri izpisanega na listkih, obešenega okoli vratu, z eno nogo v zaporu, z drugo pa v grobu. Družinski zdravniki namreč umirajo nekaj let prej kot drugi prebivalci, še posebej pa ženske, se pravi zdravnice, ker so preprosto preveč obremenjene. Na njih se skoncentrirajo vsi stresi pač iz njihovega delovnega mesta in potem seveda še družina, te vsakodnevno življenje in mnoge tega ne prenesejo, nekatere zelo hitro zbolevajo, visoka je tudi samomorilnost med našimi zdravnicami iz osnovnega zdravstva in dejansko to sporočilo, današnje sporočilo, da je šla zdravnica stara 63 let po 37 letih dela v zapor zato, ker dejansko ni zmogla pomagati naenkrat dvema bolnikoma, kar bi po zakonu oziroma po teh pravilnikih morala. Torej ona je kaznovana zato, ker preprosto to ni v človeški moči, da bi bil na dveh mestih naenkrat. Tako jaz vidim primer, prebrala sem zelo skrbno razsodbo sodišča, prebrala sem jo nekajkrat, potrdilo je sodbo tudi višje sodišče, zagotovo se je do nje torej opredelil tudi predsednik države in predsednik države, kot smo videli, zdravnice ni pomilostil. S tem je po eni strani seveda spoštoval voljo sodišča, kar je prav. Ampak po drugi strani se nihče v družbi očitno ni vživel v to, da so ti zdravniki, naši zdravniki, preprosto v nemogočih razmerah, v nemogoči situaciji, ki jih ne morejo razrešiti sami. No, se upamo lahko, da je ta primer, ki je nedvomno bolj medijsko prepoznaven, če ne razvpit, pripomogel k reševanju tega očitno perečega problema. Kaj storiti? V prid zdravnikom in v prid bolnikom seveda. Kdo mora storiti, kdo mora ukrepati? Zdaj, to, da smo v situaciji, v kakršni smo, mi v Sloveniji imamo namreč veliko manj zdravnikov, kot jih ima
tako rekoč vsa razvita Evropa. Mi smo na evropskem repu po številu zdravnikov in naš družinski zdravnik ima na primer povprečno 1900 bolnikov za oskrbovati, zdravnik v Avstriji pa na primer 1200, zdravnik nekje drugje pa še manj. Se pravi, in manj kot ima zdravnik bolnikov, bolj se jim lahko posveti. Se pravi, naši zdravniki imajo pač za nas zelo malo časa, zato postajamo mi nezadovoljni. Skratka, njihove stiske se absolutno poznajo bolnikom. Zdaj, kako rešiti zadevo? V vsakem primeru bi bilo pri nas potrebno zaposliti več zdravnikov. Mi pa imamo v tem trenutku več kot 200 zdravnikov na Zavodu za zaposlovanje, torej zdravnikov z diplomami v žepu na Zavodu za zaposlovanje, ambulante, pa da tako rečemo, samo fiktivno napolnjene z zdravniki. Namreč, recimo v teh dneh sem dobila nekaj pisem zdravnikov in piše recimo mlada zdravnica: v zdravstvenem domu, pravi, sem bila razporejena na 3 delovišča hkrati. Tega nisem zmogla, bilo me je strah, pravi, bilo me je vedno strah, da mi ne bo nekdo umrl na drugem delovišču, ker sem pač jaz nisem tam, ampak sem na tem. Pravi, potem zdaj delam pri nekem privatniku, torej, kot vemo, so koncesije in zdaj imajo tudi posamezni koncesionarji zaposlenih več zdravnikov v službi, ne? In pravi, zdaj je enako, samo da nas poleg tega še izkoriščajo, ne plačujejo nam malice, ne plačujejo nam prevoza na delo in tako naprej, enako nas pa razpisujejo na več mest hkrati. Pravi, mi smo 3 zdravniki, ki bi morali biti nenehno v 5 ambulantah. To je seveda nemogoče, normalno, da so ljudje nezadovoljni in vso nezadovoljstvo potem stresajo na zdravnike. Zdaj, kako rešiti? Vedno na koncu je vedno težava denar. In brez pač denarja ti ne moreš zaposliti 200 novih zdravnikov, ki jih imamo. Da bi pa bili podobni Evropi, bi rabili v tem trenutku 700 novih zdravnikov samo v osnovnem zdravstvu.